Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag Hashtag progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Pozdravljeni v novi epizodi. Danes z nami MK, a.k.a. Marko Kocijan. Servus, kak je? Dobro, ti? Vrej. Lepo si zrihtal doti plac, to moramo prvo povedati, veš, vsaka čast. Ljudje ne vejo, da je to bila včasih garaža, ne? Res je. Home, čist whacked out garaža danes pa. Noro zgleda, res je dober vibe, studio. ko priješ noter. Ja, trudim se, počasi. Ja. Daj mi za začetek povej, kak si sploh prišel na svoj nickname? Odkot MK? A ja, to je simpel, meni je ime Marko Kocijan, tako da je to čisto ono začetnice imena in priimka kao MK. Pa si dolgo rabo, da si prišel na nik ali si bil tak, mogoče bi bil, ne vem, Smooth? ja, ne vem, smooth Marko, ali ne vem, karkoli v tem smislu. Hotel sem biti smooth najprej. Okay, Pa je bilo tak, no man, Okay. pa sem začel razmišljati, da bolj koliko bom kompliciral, slabše bo, ne? Ja, In sem si dal nekaj simple in se je to primlo in je ostalo. nice, cool. Kdaj si vedel, kdaj te je začel rap zanimati ali pa hip-hop oziroma? Tam pri enih 15, jaz sem hodil v glasbeno šolo, sem igral klavir, hodil sem k solfedžu, kjer sem mogel pet in sem gotovil, da pač ne znam pet. Ne. Okay. In potem sem vseeno hotel muziko delati, ne, in sem iskal neke alternative in potem sem najdel Snoop Dogga stvari. Okay, to se je zgodilo. Nice. Se pravi MTV ali čist kakšna kaseta ali... Napster. Aha. Napster, Soulseek, kaj še je bilo takrat, se ne spomnim več. Ampak ja, prvi komp, ko sem dobil, sem pol Ain't Nothing But A G-Tank, se spomnim zlauda iz Napstera in to je bilo samo, what, stari. In si začel pol Hooked sem bil, rap, hip-hop scena poslušati. Kako to pa, da si se pol, mislim, kdaj si začel, ali si začel besedila pisati sprva, ali si začel, ne vem, kakve bite ustvarjati sam doma, ali... Imeli smo, ne vem, če ti veš, hip-hop EJ je bil en software program. Ja. To je en izmed prvih takih producerskih in je bil ful otroški, ko igrica je bilo, ti si samo kocke zlagal lupe. Aha. In smo na to delali bite in smo začeli v bistvu v moji sobi pri starih repat gori. Bili smo ena skupina, smo se imeli B-Squad, to je bilo 15 let smo bili stari, Sniki, pa Kato, pa jaz. In smo naredili takrat že album, krstna predstavitev, kao se je reklo. Na znane bite sicer, potem tudi kao neka mixtape varianta. Ampak ja, pri 15 se je začelo stariti teksti, zbiti in nisem nehal takrat. Nice. Ti je žal za kakorkoli... Ne, za nič vlajko mi ni žal. Nice, cool. Daj mi reči, poleg glasbe, kaj te še zanima, inspirira, ne vem, dobro, ki vsi pač javnost te pozna kot rapera, je še, ne vem, tvoja mogoče privatna stran, da te, ne vem, ful kuhanje zanima ali pa, ne vem, smučanje ali pa... Ja. Kuhna v bistvu, po moje, če ne repo, bi bil kuhar, no. Okay. Pa to ti kripto svet me tudi ful interesira zadnje čase, to ti NFT-ji, pa s tem se ful ukvarjam. Si se že spustil ali samo še pričuješ? Nisem nič kupil še, oziroma nekaj malega sem kupil, malega služil, ampak nič drastičnega, da bi to zdaj bilo nekaj omembe vredno. Okay. Ampak študiram pač, razmišljam cel cajt v bistvu, na kak način bo muzika šla v NFT. Ja. Vidim videe, vidim slike, meme pa vse to. Ja. Pri muziki pa vidim problem v tem avtorstvu, ne? Veš, ker se več avtorjev se deli, no. Ja. Tako da se v bistvu se ful ukvarjam z digitalno monetizacijo arta. Nice. To mi je zraven tega, da rapam, v bistvu full kick, pa itak jest moram vsaki dan. Ne? Hvala, logično, cool. Te lahko pričakujemo, mogoče v kratkem, kaki MK, JPEG, NFT ali pa kaj tega, ali bolj samo v... Mislim, ja, želel bi si, da se to zgodi, ne morem pa nič ne povedati, zato ker pač ne poznam niti ljudi, ki bi znali to, veš. Je še bolj v povojih, pri nas vsaj, no. Čeprav ziher je kdo, tako da če kdo to gleda, pa slučajno zna, hit me up, please. Ne, ker sem bil na zadnje, Quentin Tarantino prodaja svoje uncut oziroma cut scene, tako da... Jaz sem zdaj v NBA, ne, da highlights se prodajajo, recimo pa take, tako da
je, ne, veš, mislim, če je video z audiom, potem verjetno gre tudi audio. Samo pa ni mi točno to jasno še, na kak način se potem avtorske od tega pobira, ker če jaz to prav razumem, ti to kupiš in si ti tega lastnik, česarkoli, in potem, če kdorkoli na internetu ali pa zdaj, ko bo Metaverse, pa se to uporabi, boš ti dobil avtorske pravice o tem. In kdo bo te avtorske pravice izplačal, to je moje vprašanje, na katerega nimam odgovor. Če se menima o muziki, vem, da je to Sazas, veš kaj mislim? Tako da to me bega, ne? Pa glede na to, da še zdaj nimamo urejenih avtorskih pravic od internetnih predvajanj v Sloveniji, vem, da bo to še 100 let zadaj. 100 let stari, razumeš, ne? Tako da pa je tu problem tega, da jaz delam muziko v slovenščini, za slovenski trg, in če te stvari niso urejene, je pač to miles away, ne? Že zdaj se mora toliko nekih stvari poklopiti, da sploh odvija. Mislim, celi svet bo najprej služil 10 let, preden se bojo naši spomnili, da bi lahko... Točno to. Če vem, včasih, ne vem, dobro, najbolj banalna stvar, greš nekam v tujino, pa ti all of a sudden ti celi Instagram se ti zdi, da se kar upgrade, priješ nazaj v Slovenijo, ni available in your region. To ti govorim za music, ne, se meniva recimo, ne, Instagram music. Pač pri nas je problem, da niso urejene avtorske pravice od internetnih predvajanj, kar pomeni YouTube, Apple Music, Spotify, Instagram in podobno, ne, več pač vse to ni mehanizma, ki bi to beležil, da bi lahko izplačeval, in zato se Instagram odloči pač ne omeli te funkcije, zato ker ti vsakič, ko si v tujini, pa pošeraš komat na story, oni artisti dobijo stream od tega. Razumeš? Pa kdo pa je pri nas prisoten za to, da bi se to razvilo, kdo mora na Instagram poklicati, da bi se to steklo za Slovenijo? Ni stvar tega, da je Instagram, stvar je pač zakona. Pri nas je tak, Ursil, kar je urad za intelektualno lastnino, ne podeli licence Sazasu. Sazas je pa edina v bistvu kolektivka, ki je zadolžena za avtorske pravice. Recimo, če pogledaš na Hrvaško ali pa v Slovenijo, boš videl, da je tam Zamp pa Sokoj, ki ima ta urejeno, da dobivajo fantje tudi iz YouTubea in vsega tega avtorske pravice, zato ker je pač kolektivka ima to pooblastilo, recimo. Pri nas pa ni, ne? Pri nas pa si merijo, kjer ima daljšega stava, in se prca med sabo, plus da verjetno nekomu ustreza ta ureditev, ki se izplačuje potem pavšalno. Razumeš, ni točno določeno, kaj je. Tako da zaradi tega v bistvu nimamo Instagram musika, to je glavni razlog. Ne rabi doben poklicati, zakon morajo narediti, oziroma povedati Instagramu, kam naj nakaže. Samo verjetno ga tu še dolgo ne bo, zato ker nekdo tako si ti rekel, pač moje v interesu, nekdo služi. Dokaj se nam artisti v bistvu zbrali na kup, pa se začeli buniti, pa se zavedali, da puščamo full casha na mizi zaradi tega, pa se nam ni spremenilo. Pa se ti zdi sploh slovenska glasbena scena, glasbeniki, da ste razdeljeni? Kar se teh stvari tiče, monetizacije... Večina jih sploh ne razmišlja o tem v tej smeri. Veš kaj ti hočem povedati? Njim je glavno, da so na val 202. Veš, me razumeš? Pa nič ni, mislim, je narobe s tem, je narobe, zato ker obstaja, there's levels to this shit, bro, stari. Veš, kaj ti hočem povedati? Zakaj malo pogledaš tudi druge plati? Se ne rabi vsak imeti isto pot, da pride preko nacionalnega radija, stari. Imaš, ne vem, cela moja ekipa, ne vem, pa drill, pa vsi toti, stari, mi nismo tako uspeli, stari, razumeš? We were grinding, stari, veš, in isto je ta mind state zdaj spet, ne? Hustle hard. Hustle hard, stari. In no, kaj smo se imeli na teh avtorskih pravicah, je pa pač, ne vem, mori me to že 3 leta, zato sem tudi streamarnico naredil, se s tem ukvarjam, ker bi rad to uredil, ne. Na vsak način, z dan, ko bomo začeli v Sloveniji dobivati pač avtorske od interneta, bo dan zmage za mene. Pa to so kar, če črto potegneš, so kar lepe vsote, katere niso izplačane artistom za predvajanje, pa to, ne, to gre kar nekaj naravno. Lahko, da je moje cifre se... Ni nujno, da so prave, ampak po mojih izračunih se pogovarjamo o 15 milijonov evrov letno, ki jih ne dobimo. Pa večino od tega dobijo, ne vem, Jan Plestenjaki, pa veš, kaj ti hočem reči, vseeno stari, ne, pač ne dobijo. Fuck. To je kar noro. Ja, itak. Pa tako si rekel, to, mislim, se zaveda sploh vsi glasbeniki tega? Ne razmišlja folk sploh o tem, se ti pravim, niso sploh še tam, živijo v 2000-ih še vedno, mi smo pa 2021, pa je vse na netu, pa mislim, lahko si sam svoja založba, lahko si sam svoj publisher, samo pač lažje je iti
ne razdelati, pa ne se poglobiti, pa iti nekomu reči, ja bi lahko ti za mene to naredil. Ja. To je the easy way out. Štekam, ja. Ampak to ti prinese to, da si vedno ti tisti, ki mu nar delijo in ne tisti, ki nar deliš. Razumeš? Ja. No, to. In ta, v bistvu celi, pač, kaj hočem s tem povedati, večina slovenskih artistov ima problem s tem, da imajo pač, da bi sami bili šefi. Pač ne znajo biti, razumeš, nimajo, ne znajo načina, kako priti do tega, oziroma nimajo načina za promocijo, za vse to in zato rabijo pač založbe. In to ni nič narobe v resnici. Samo, če bi bile založbe na koncu dneva poštene, fair, odprte, take na stvari. Mislim, vse so fair, vse jim pogodbo vse napišejo, samo fore, da ne razumejo, kaj podpišejo. Drobni tisk se nikoli ne bere, ne. Drobni tisk se tudi bere, samo kak je to napisano, je tako zapakirano, da sam ne veš, kaj je v resnici. Ne? Ja. Poleg Sazosa, pa kaj si še rekel, ni drugi? Ursil, Urad za intelektualno. Pa še ni? Polje pa še IPF, pa AIPA, pa Kopriva, pa vse polno je teh kolektiv, ki se temu reče. In to je v bistvu, vsaj koliko sem jaz slišal, pa vedno smo imeli neke probleme, ko smo, ne vem, delali predstave ali, ne vem, neki flashmob sredi mesta, si vedno boste prijavili Sazosu, pa ste prijavili onemu in pol tak pomisliš, na koncu dneva itak nastopaš par nastopajočim, zakaj bi mogel njim prijavljati, pa njim plačevati, pa koliko gledalcev. Zaradi tega, ker je zakon za javno predvajanje tak spisan. Pač to je odgovor na to vprašanje. Razumem, da ti je to nepojemljivo, ampak predstavljaj si, da delaš to pač vsaki dan nekje, nekdo, ki verjetno to počne, oni služijo s tem, predvaja javno glasbo in skozi predvaja od nekoga štiklika in on nič dobi za to. To ja štekam, ampak meni najmanjši problem bi bil plačati, ne? Ampak če bi vedel, da gre pol to denar dejansko artisto, ali pa ne 90% saj gre artisto. denar k nam, gre denar k nam, ni zato, da ne gre, ampak so stroški vmes. Itak. Ampak njihovi stroški so zelo visoki, to je pač problem, ne razumeš, da tu prije pač malo denarja na koncu. Čeprav, če si priden pa delovni čez leta, je tega denarja od avtorskih načeloma vedno več. Se pravi, se da kot, kako bi rekel, glasbenik v Sloveniji pač služiti lepo, da narajš gledati, ali si lahko, ne vem, kupiš to te mikice, ali boš počakal naslednji mesec. Je to služba, ko je, kako bi rekel, ziher iz meseca v mesec? Ne, ziher ni. Da pa se živeti boljše, kot marsikateri službi. Se viš, ne vem, spet smo na Jan Plestenjaku, brate. Kak je avto ima? Verjetno ima Porsche, ne vem, napad. Ni delo, ni hodil v službo nikoli. Ne, sprašujem, zato ker predvidevam, da dosti folka si tu zna predstavljati, koliko se kaj tu služi, eni samo vidijo, ne vem, nekoga povabi, nekdo naredi koncert, on je pa ful zaslužen, pa pomisli, za časa korone, ko ste bili vsi glasbeniki, celi entertainment business je bil out of jobs. Še vedno smo. Še vedno traja. Ja, hardcore je v bistvu, če ti je samo to edini income v lifeu, sploh zdaj, pa da se samo na to zanašaš, pač zna biti bad, no. Ti zna zaštekati, tako bom rekel. Pač jaz imam to srečo, da ni to edini income, ne. Ja, kaki pa so kaj tu pri, ne vem, snemanju pesmi, obdelavi, printanju, kaki so to kaj stroški, postopki, je ono easy, vsaj za tebe, ti je najtežje, ne vem, posnet, besedila spisati, beate najti, ali ko že enkrat to narediš? Nič mi ni težko od tega, v bistvu mi je to ful veselje. Težko mi je pisati pogodbe, pa veš to, papirologija, mislim težko, pač ni mi to fun. To delati muziko, pa razmišljati o tem, kaki bo cover, pa kaki bo tekst, to je the fun part. To je kreativa in to me sprošča na nek način. Tudi ko delamo, ker je to pač služba moja, pa ko to delam, nimam feelinga, da delaš, ampak pač uživaš tem, kaj delaš. Ampak koliko pa prije potem vsem, to je tudi recimo 100krat isto stvar govorim. Večina se ne zaveda, da pravo delo kome prije, ko ti komad izdaš. Ne? Ampak slovenski artist ima pa to, mi smo zdaj dali komad. Komad vun. To je to. Zakaj dobena posluša, kao, ne? In potem si skozi tu, ne, veš, jaz se pa tega zavejam, recimo jaz se tudi zavestno ne spuščam, čeprav sem hodil v glasbeno šolo, tako sem ti prej rekel, v produkcijo glasbe. Spišem tekste, imam videka, imam različne producente, ko pridem k njim in oni poskrbijo potem za mix, za master. Jaz pa jaz razmišljam, kako bomo to spromovirali pa spravili čim dlje. Zato je v bistvu ta proces, ko imaš dobro ekipo, funkcionira, ker se vsak zaveda, kaj je njegov part. In dokler do tega priješ, ker sam itak nič ne moreš, dokler nimaš prave ekipe, stari, da se sestaviš, pa da se oni zavedajo,
svoj kvalitet, pa da stejajo v svojem lejnu, veš kaj ti hočem Ja. je to največ vredno, stari. Imaš pač, jaz imam to srečo, da moj najboljši prijatelj Vid, ki je tudi moj producent, on ne sili v odspredje, njemu ni cilj biti frontman, njemu je cool tam, ko je. In jaz rabim enega takega človeka, jaz sem zaradi tega toliko boljši, ker imam nekoga takega zadaj. Ja, vsem vse pomeni to, da so v spredju, pa da so na vsakih slikah, pa vsak intervju, ampak pač je zadovoljen svojim delom, kaj ga naredi. Ampak tudi s tem, ko je v zadju, je njegov respekt vedno večji. Ja, itak. Ker koliko vejo, stari. Ja. Si imel kdaj menedžera ali pa razmišljal o tem, da bi ga imel? Ne. Okay. Mislim, imel sem, tako sem grdo rekel, zdaj ne. Začela sva z Nikom Miholičem, z enim friendom, label kao. In njegov mindstate je bil, da je on menedžer, v resnici je takrat pripravljal pogodbe pa delal račune, ampak nikoli ni menedžeriral, bi temu rekel, da bi karkoli usmerjal pa dajal svoj input v art, ki smo ga izdali. Pač bil je operativec. Ne? Tako da na nek način odgovor v resnici ja, ampak ne. Ok, štekam. Kjeri so, ne vem, tisti aspekti glasbeništva, ko nisi nikoli pričakoval, dokler nisi prišel do tiste točke? Ne vem, ali je to slava, ko si se kar naenkrat zavedal, po koncertu se toliko folka hoče slikati z mano ali pa podpisati, nisem si nikoli mislil, ali dobre ali slabe stvari, kaj je tako te, ne vem, nisi mislil, da bo. V resnici je to, da je dosti folka ful bolj cool, kot ti misliš, da so pred njih spoznaš. To se misli. Večini ljudi se obrne to, pa spoznajo svoje idole, pa so razočarani nad njimi. Ko so pa glasbeniki, sploh ko so taki neki skupni koncerti, pa smo v backstageu, se to nekaj, veš, poveže, se ljudje hitro zaštekaš, kdo je na tvoji valovni. Tako da nisem pričakoval, da se bom odgovor na vprašanje, nisem pričakoval, da se bom tako dobro razumel za glasbeniki iz drugega žanra. Aha. Me razumeš? Ko smo bili tako zaprti v hip-hop in pol največje presenečenje je to, da lahko eno noč sedim v cvetličarni backstageu, pa imam pogovor s Heleno Blagne, Nice. Pa naslednji dan sedim, ne vem, pri Magnifico studiu, pa se z njim menim stari, razumeš, Nice. in pač vse to je zaradi tega, ker je open mind state, ne, in si želiš učiti od teh ljudi, ne. Ja. Prej pa je bilo pač kokines, ne, veš, pa je bilo najstniško, pač ego trip, točno to stari, in te to v bistvu zavira, ne. Pa kak si prišel do tega spoznanja, oziroma je pač bilo on the way, da si se naučil pač široko gledati, spremati folk, poslušati, ali... Bilo je samo bitch, sit down, be humble, je bilo, ne, moment, ne, veš to. Pa rabo sem jaz tudi dolgo časa do tega, recimo, ni se to, recimo, ful časa nazaj zgodilo. Jaz sem bil koki do, še zdaj sem, no, ampak ful iber koki sem izgledal do 30. Veš kaj mislim, pa sem to že pomenil, da sem že 12 let repal. Ja. Zdaj pa sem tak, ne, nisem, da trudim se ne biti koki, čeprav v večini izpadem, ampak sem pač samozavesten, dosegel sem nekaj, verjamem v to, da to, kar govorim, pa to, kar počnem, da je pač razmišljeno, da ni kar nekaj, razmišljeno. Zaradi tega, če pride do tega momenta, da izžareva moja samozavest, bojo tudi argumenti prišli zadaj. No. Logično. Pač, samo lapaš, ampak dansko nekaj poveš, ko govoriš. Ja, trudim se to delati, trudim se ne lapati. No. Ja. Kaj si mislil? Streamarnica. Zakaj si se odločil iti v to smer? Zato, ker niso ljudje vedeli sploh, kako distribuirati svojo glasbo na digitalne platforme. Kako monetizirati svojo glasbo na digitalnih platformah. Jaz sem se to poglabljal kar nekaj časa v to in ugotovil, kako lahko to naredimo tudi za slovenske artiste. In ko je prišlo do tega momenta spet, je moj partner Simon, ki je tudi slow rap fan, drugače ne vem, če veš, pač on je zelo vesten, zelo pedanten računalničar, Okay. Ki pač obožuje glasbo na splošno. Ne? In za njega je to dream job bil in smo spet to urejanje arhiva, uploadanje, klikanje cep, to je on. Jaz pa sem da razlagam ljudem, zakaj sploh to, veš kaj mislim, pa se pomenim, kire pakete, pa zakaj, kaj je to za tebe, pa probam najti neki primeren deal, ne. Tako smo svet super si razdelima te stvari, ne, veš, in je spet, vprašal si me zakaj, ne, zato ker bi bilo glupo, da ne tega naredil, ker sem imel njega stari v resnici. Ja, se ti kdaj zdi, da si se lotil nekega projekta, ko, ne vem, si imel ful
cool ideja ali pa še, ampak še, ne vem, nisi bil pripravljen osebnostno ali pa, ne vem, finančno, materialno, pa ti je bil pol bad? Ja, Znak, da kaj tega? 3 leta se mi že to dogaja, hočem svoj hef narediti celi cajt. Pa rada. CBD, kao, ne, veš, da bi imel kao svoj strain. Mislim, da bo zdaj končno ratalo, no, ampak 3 leta je že pač skozi prije do nekega... Papirologija, birokracija? Itak, brate, točno to. Pač na koncu se vedno zaplete pri papirjih. Ja. Čisto vedno. Sploh v tem biznisu, ki je tak nov, ampak moram narediti hef svoj. Kdo ga bo naredil, če ga ne vem jaz, stari? Jaz se strinjam. Znaš, ki sam celega dača. No, v glavnem 2 sorti prijeta ven, kao plan je, nem nič obljubljo kdaj. Okay. Ena se imenuje neoški, druga pa rdeče oči, ne. Nice. To je zdaj prvič, da sem sploh povedal. Nice. Reveal. Jaz se mislim, da se že dolgo cajta pogovarjajo, pa se mi zdi pred vsakimi volitvami nekdo obljubljajo, spremenili bomo to, legalizirali bomo. Nabirajo si glasove, pa ko prije do tega pa čučnejo vsi, ne. Samo Ja. to sploh ni, to je to, kaj jaz pa je itak legal vse, ne. Veš, ni za to nič nelegalnega. Ampak pač mislim, problem je pri THC-u, ne. Bom na kratko povedal, ne. V Sloveniji je meja 0,2 THC-a v CBD izdelkih, kao, ne. V Avstriji je pa 0,3, ne. In 0,2 je ful, tak, prebijajo, večina sort prebija. 0,3 je še ok, da je Ja. in se čaka, da se ta zakon spremeni v resnici in ko bojo dvigni Slovenci, kar naj bi naslednjo leto, ker se že to ful dolgo menijo, na 0,3 bo pač vse lažje. No. Ja. Ker tu vim, mislim, se vedno več nekih head-shopov odpira, cannabis-shopov, folk ima doma, ne vem, izdelke take in onake. Tak da, pa po eni strani, če bi bilo legalizirano, pa vse open, lažje bi se pol tuji kontroliralo, kako bi rekel, tudi, ne vem, črni trg, pa nekaj kupiš, pa naveš, kaj kupiš, pa na onemu zaupaš, ne? Mislim, veš kaj je, recimo, protiargument stroke, zakaj se to ne zgodi. To sem enkrat, mislim, da onega krompir kreka slišal. Ne, veze krek, pač nasplošno, zdravniki ti bojo rekli, da pač ne, ker zaradi tega, ker trava povzroča anxiety, ne, sploh THC in Slovenci smo itak nagnjeni k folk samomorom, ne. In je to v bistvu v Sloveniji, kao stroka pač noče. Kar je stari roko na srce krtekta. Ajde, Res je. Samo veš, je pa tak, praksa pa kaže drugače. Ja, ne. ja. Praksa pa vidiš pol, recimo razne Amsterdame, pa v Amerike itak vse pa so celiš verjetno. Ja. Je pa tak, ne, veš, da v resnici, dokler se politiki ne bojo zavedati začeli, da lahko od tega pač ful davko pa denarja poberejo, da je dobro to za državno blagajno, oziroma dokler politični režim ne bo v gospodarstvu toliko krado, ko bo neko kras, pa bo rabili malo več denarja, tako bo to postalo zanimivo. Pač. Ja. Ne, jaz se tudi dosti krat vprašam, pa ne vem, kaj ste tako glupi, ali kaj da navite, da pač imaš tax income, če bi se to odprlo, pa sprostilo, pa legaliziralo. Samo je pa tudi, ja, dobro, ajde, samo je stvar regulacije tudi, ne, pol so čist neki novi inšpektori, razumeš, ful je več, treba to, ne, država mora novi ljudi zaposliti, vse to prenese za sabo, ne, veš. Je, mislim, tako je pri vseh stvarih, pros and cons, ne, se veš. Ja. Zdaj pa kdo bo vagal? Ja. Oziroma, veš, to je vprašanje, ne, kdo bo odločil, ne. Res je. Vedno je to vprašanje. V Ameriki si bil, si bil zdaj prvič pred kratkim, ali? Ne, zdaj sem bil drugič. Ok. Kako se ti zdi ameriška kultura, folk, javnost v primerjavi z slovenskim, če gledaš iz glasbenega vidika, perspektive? Ker se meni vseeno se mi še vedno zdi, ko ne vem, me kdo vpraša, kaj plešeš, ne vem, rečem hip-hop, kaj poslušaš, a ja, to je ono, nekaj tam, sem, veš, se mi še vseeno zdi, da dosti ljudi ni odprtih ali pa ne, niso seznanje, niso toliko razgledani za hip-hop rap kulturo, ko pa... Ja, hip-hop v Sloveniji ni mainstream, tako je vse, mislim, po svetu, kot je v, ne po svetu, kot je če gledaš poprečno glasbo, je hip-hop pač mainstream muzika, ne? Ja. Kaj si me vprašal, pozval sem zdaj mislim. Kako se ti zdi slovenski folk pa... Ja, to je, Slovenci smo itak fuli introvertirani narod, ne? Oni so vsi open, vsi so happy, vse je ono, ne? Kar se muzike tiče, je tam itak hiperprodukcija, pa so boljši studiji, pa vse, pa
imaš, ne vem, bolane ljudi, ki to počnejo, ampak ne zdi se mi, da slovenska produkcija ful zaostaja, recimo za modernimi soundi. To vse se meni v hip-hopu. Ja. To imaš tudi trepiš, pa ne vem, stari imaš Emilio, tako je on point, stari, vedno. Emilio, Veš, kaj mislim, Ja. stari. Ne, imaš Parta, ti imaš Eraka, tu imaš, ne vem, producere stari, ki pač pratijo igro, ne. Ampak te stvari ne pridejo v mainstream, ne, veš. Redko kdaj kakšna tako odklonskost prebije, da je to postane popularno. Zato, ker je pač, sorry na izrazu, pač večinoma je popularna govedina. Ja. Goveja juhica. Pa nimam nič proti temu, tudi tam se najdejo dobre stvari, ampak fora je pač, da je še vedno percepcija starejše generacije, da pač, kaj je to neko repanje, kaj je to neko plesanje, veš kaj mislim? Ja. Imajo svoje žanre, ampak počasi postajamo mi ta generacija, ki isto počnemo naslednji generaciji. Se ti zdi? Mislim, dobro, mi dva mogoče ne, kaj se hipopa tiče, ampak imaš to te stari old school heade, ko je golden era bilo za njih, pa je trap na več vela. Veš kaj to? Ja. Pa je trap za nič, a se kleje tu? Se. Je trap za kurac, kao pa na nič, veš kaj ti hočem povedati? Ja. Ni dobro, pa ni glih tak, ne, veš. Ne mislim to za trap, ampak včasih je treba tudi 2 koraka nazaj narediti, da lahko enega naprej narediš. Ja. Pa se ti zdi, kako bi se, ne vem, širšo javnost malo bolj ozavestila ali pa ne bi folko približal hip-hop kulturo oziroma glasbo oziroma pač celi žanr bi se mogli, ne vem, ljudje, ki so specifično kao jaz sem raper ali pa jaz sem hardcore hip-hoper, malo bolj pokomercializirati ali... Ne, stari. Itak imaš publiko, ki konzumira tisto, kaj je všeč. Ti ne boš nekoga stari, ko ima rad rock prepričan, naj rap posluša, pa veš, kaj hočeš, stari, ne, veš. Tako da, mislim, da ni fora, da prepričuješ ljudi, pa da karkoli, mislim, fora je v združevanju, da se združimo, pa smo mogoče naredimo neki hudo stvar, pa se zaradi tega hip-hop promovira. Ja. Drugo je pa tak stari muzika, pa to je pač stvar okusa, ne, veš, tak vsak ima svoje in v Sloveniji pač je določeno število ljudi, ki ima pač rado hip-hop, ostali pa jih boli briga. Ja. Se tebi zdi, da se skozi tvojo kariero, tvoja muzika ali pa ne vem, način, vibe tvoje glasbe kaj spremenil s tem, ko si odraščal, pa ne vem, s drugimi artisti sodeloval, se ti zdi, da si še vedno tisti MK, ki Nisem. In tako odraščal, stari, bolj zrel si, pa vse, pa tudi, ko delam neke albume, probam biti sonično v času noter, ne, veš, težko bom zdaj naredil, recimo 90s boom bap album, čeprav si ga ful želim, ne, veš, bi ga, ne, pa lahko bi repel komot na to, ampak ne bom pač šel, zato ker hočem videti progres, ne. Ja. In s tem tudi, recimo, ko poslušam svoj album nazaj za nekaj let, pa pol enega kasneje, vidim ta progres, slišim v tekstih, slišim teme, katere se lotevam, pa tudi kak fej sem bil včasih lačen, pa koliko sem zdaj pomirjen, ker sem nekaj dosegel. Se ti zdi, da si še vedno isto lačen, zagnan, ali... Na drugih področjih. Ni mi več to, da pač nič mi ne pomeni, če mi nekdo reče, da sem najboljši reper. Včasih sem hotel biti najboljši reper. Zdaj mi je pa to pač ampak če bi to dosegel... Kaj pol? Mislim, veš, kaj ti mislim povedati. Tako mi je rekel nekdo, da sem najlepši reper. Točno tak se počutim. Isto mi to pomeni. Me razumeš? Pač nima veze, ne, veš. Tako da sem bolj tu, ne, zdaj moj mind state je pač čim več frendom pomagati, omogočiti, čim več muzičarov spraviti k plači. Mislim, da je to da sem zato tukaj, no, na svetu, pač da, ker sem pač to bitko proti vsem ustaljenim kolesom, založbam, pa to pač šel sam skozi, nikoli nisem podpisal z dobenim labelom, vedno sem bil independent, prišel do 7, do 36, kjer živim v bistvu od tega in imam neko znanje, ki ga moram predati mlajši generaciji, ker če tega nisem naredil, nisem nič naredil v life. In je pač to delam zdaj. Pa zdaj, ko gledaš tak v Sloveniji mlajše generacije reperov ali pa muzičarov, so na pravi poti. So stari. So, imaš ful talentov, ful pridnih, ful tudi, ko razumejo biznis že preden sem ga jaz razumel. Ne, pa ne rekel, da sem jaz zaslužen za to, ampak vidijo pač na kak način funkcionira, recimo na naši Budizban založbi, ne, imaš, ne vem, Arne, Žena, recimo, ne, to so za svoja leta pač ful bolj zreli, ko sem jaz bil takrat ljudje. Tako da imam upanje, ful.
če ne imajo tak ne tega dela. Ne? Ja, Mislim, to je res. Plus, da to se zdaj samo hip-hop omenimo. Zdaj sem pa začel s to streamarnico pač malo ven iz tega gledati, ne? Pa vem v bistvu, da je ful talentiranih ljudi, mladih, ne? Ki rabijo mogoče samo malo usmeritve, da jih takoj pokradejo založbe, recimo. Ja. Če smo že pri založbah, si bil kdaj na meji ali pa ne vem, da bom podpisal, ne bom išla solo pot skozi, si razmišljal o tem ali? Kak je sploh založba, tebe kontaktira ali ti kot artist, ko si dovolj fresh, do njih stopiš? Oboje. Načeloma je oboje. Imaš ene, ko si ful želijo biti na založbi, pa oni guščijo založbi, daj podpišite me, pa sploh ne vejo, kaj se dogaja. Imaš pa potem artiste, ki postanejo pač uspešni, underground recimo, ali pa zdaj je pač to underground Facebook, Instagram gori, pa so share pa vse. In potem založba pristopi na različne načine, recimo ponudi denar za videospot, za zameno za mehanske pravice, ali pa pač ponudi, ne vem, managing, karkoli pač, je milijon, ne veš. Jaz nisem imel nikoli te želje. Jaz sem imel Jay-Z mode, stari. Veš, Rockefeller, for life, kao, Def Jam me ni hotel podpisati. No, ker to se meni zdelo, recimo, ko sem začel repati, zakaj me tu mena založba sploh ne pokliče? To je taj bil moj stajal. Ko si jebe, imam svojo založbo, ne? In v bistvu nas je na nek način Jay-Z to naučil, stari. Mislim, vse mene je Jay-Z to naučil, ne? Ker je pol ta zapelo, pa so haslali. In pa smo mi začeli kao haslati isto, ne? Oziroma jaz sem začel s to založbo haslati. Tako da, to je tu spet sreča, da je Mrigo zraven, ne? Ker se je spet delo razdelilo, ne? Mrigo je pač evente furo. Jaz sem pač to ta neka izdanja, pa to tempiral, razumeš, da je folk bacal komade, mislim, pa plate ven, ne? Da so akcije šle, čeprav nisem sploh prav dobenega siditi, ker ko enkrat zalaufa ta community, se pol v bistvu je, če predstavljaš, si imaš 13 reperov na založbi, pa jih 10 dropne plato, ti si pa oni 3, ko niso, veš, da te že valjda, itak te kuri. In pol pa je že prije okrog okoli, če jih je 13, pa je že leto novo in pol se skozi izdaja. Ja, imaš pritisk za časom, kdaj je cajt za novo plato, novi single, ali imaš določeno, imaš kaki time frame, ali je pač ko prije? Meni je ko prije. Čeprav me folk ful guši, ne, da pač bi lahko več dropov pa to, ne. Samo se ti pravim, to, ko se mi dogaja na drugih področjih v lifeu, da mi je, ne bom rekel, da mi je muzika hobi, ker mi ni, ker mi je poklic, ampak če čutim, ne bom šel stari. Pa itek sem dropno 2 albuma letos, se ga račilali. Ne, mislim, eni sploh, enega albuma nas skup spravijo v... Točno to, jaz sem dropno 2 letos, tako da načeloma se sploh ne rava o tem pogovarjati, ne, ampak je pa tak, da nisem izdal recimo par mesecev video spota in so vsi kao, kdaj bo video? Kak pa ti je video aspekt, podlaga k komadu ti je, ne vem, obvezno mora biti video, poleg vsega komada? Če reč video je bolj pali, ne, se veš, pa bolj se prime, pa folk šera video, če je sam komad, je bolj tako malo drugače, ne. Mislim, video je pač podpora za lažjo oziroma boljšo promocijo tvoje muzike. Ampak v resnici stari, da me tako vprašaš, kao, se jaz rad slikam, pa snimam, stari. Samo rad mir, stari. Jaz rad žente kadim, pa imam mir, stari. Razumeš, ne, ko smo že v tej fasi. Razumem pa to, da je to part of the job in da to spada zraven and I gotta do it, ne. Do zdaj, ko si imel scenarije za video spote, to je vse tvoja lastna kreativa, ideja ali? Ne, odvisno od ekipe, mislim, neke osnovne ideje so, samo se vsedemo, se pomenimo, se moje ideje ponavadi izboljšajo, potem, ko so še input, ker veš, tudi, če imaš nekega dobrega režisera, pa to potem on ima, recimo, tudi gleda načine, kako bo posnejal barve, pa to in se potem vse te ideje zlijejo v resnici, ne. Nice. Dosti krat se mi zgodi, da ko prepustim nekomu totalno kreativo, da sem ful navdušen, ne? Ker ko dajem svoje ideje, imam neko vizijo, kako bi to moral zgledati. Nikoli ne tako zgleda in pol sem na koncu, a je to zdaj dobro, ali ni glih tako, sem jaz hotel. Pa nisi ziher ali... Nisem ziher, tako da imam mind state, kao, najti si dobro snemalno ekipo, ko vem, da ne veš za šilak. In je pač samo stari... Do your thing, evo, to je komad, ne mi zdaj narediti gluposti. To je pač navodilo, ne. Daš kaki, ne vem, idejo ali pa rdečo nico, ko hočeš, ali... Ja, vedno jih mečem, kao, 100 idej imam skozi, ne. Če se odločim za komad, pol valjda, itak začnem vedno razmišljati, kak bi naj ta video spod zgledal, ne.
Ne, recimo, če ti povem eno stvar, zamudi se mi delamo videospot, recimo, ne. Okay. Full cajt je že, ne. In moja ideja je bila pač, da bi sem šprinto celi cajt, ne, veš, pa da bi se zadnji menjavali, ne vem, da bi deževalo, več Letni cajt je. Letni cajt, da to iščem besede. Da bi deževalo, snežilo, sonce sjalo pa to, ne. Samo to pomeni, da moraš videospot celo leto snimati. Isti lokaciji, ista razdalja kamere. Ja, fuck. Z istim folkom, pa oni bojo čez eno leto kome dobili plačano, ne. Ja. Da si tako gola, okej, ne moreš tega narediti. Mislim, lahko bi, ampak ako bi šel v studio, pa bi umetno to naredil, ali pa green screen, ali pa kaj, ne. In potem spremeniš idejo, jo prirediš, ne, začneš pač si rečeš, ok, ne morem točno tega, plus malo je boring, če bo samo to celica. Ja. In začneš sam sebe loviti v videospotu, recimo, ne, ker se ti mudi in je pač pol nadgradnja, ker imaš pač Arneta, ki je zraven pa dela videospot, pa njemu klika še bolj kot tebi, ne, pa to, in eno od totih, ko on reče, rečeš, ja, to je to, ne. Tak funkcionira, recimo, brainstorming pri nas, ne. Se ti dogaja kdaj pri komadih, ki si jih že posnel, da ne vem ga pol poslušaš, pa si tak, zakaj sem to besedo dal, tu bi lahko nodal. Ne? Nikoli stari. Ok. Ma dick too big za to. Nice. Dobavi se za... Pač ja, se ti pravim, spet je to, ne, veš, no regrets je v bistvu, ne, veš, pač let bygones be bygones, vedno je lahko boljše, tako bi mi rekel, čist vedno je lahko boljše, samo enkrat moraš zaključiti, razumeš, greš dalje. Mislim, je pa to, kar ti hočem povedati, je to, da nimam enega, zakaj sem ti to tako suvereno rekel, ker ni enega teksta, da me je sram za njega, razumeš, pa lahko greš nazaj 20 let. Pa ti bo cool, dob, podpišem. Ne bom mi dob, ampak razumel bom zakaj, ker je bil to obdobje. Nimam ono, da je 16-ka wack, je kaki line, ko je malo čuden, so njega spremenil, ker je glih zaradi tega, ki je posebno. Ja, štekam, ja. To, da nimam v bistvu, ne razmišljam o tem, da bi spremenil. Ja. Če pa imam recimo že to idejo, pa bom vredno dopisal Kitica, pa bo remix naredil. Aha, ok. Tak, ne. Recimo zgodi se mi včasih, mogoče bi lahko še to povedal, ne pa da bi spremenil to. Ja. Vsaj koliko sem nazadnje zasledil po komentarjih, to je sicer že ful stara scena, pa to, ampak folk, vsaj internet čaka na šmorn novi remix. Z mogoče še večjo ekipo. Ja, kaj se dela na tem? Ja, ne vem, če si vi oni 2020 smo delali, ne? Ja. Dobro, samo razumem, pač ni to šmorni remix, ampak ne, stari, ne dela se na tem, pač spet je to odraz nekega časa, se veš, vsaki sequel film, ne? Ja, je hujši, je malo slabši, ne? Ja. Mislim, prvo vredno bi najdli kaki drugi del, ko je boljši od prvega dela, ne? Ampak, ja. Dvomim, da bi se to pri tej stvari zgodilo, ki je pač kultna. Pacaš kdaj kaki svoj komad ali pa besedilo dlje časa, ali pa ne vem, ali ti takoj vun z rokava spajtlaš, let's go, rekord. Pacam za to te novi album, pacam 3 leta že besedila, pa vse, ker bi rad, da je pač neki next level. Tako da ja, pacam. Full pacam. Čist preveč, čisto žučni, ker imamo hite na disku take stvari in mi vsi govorijo, da drupni to. Več pa nočem. Ja, ok. Čakam prej timing. Tvoj top 3 raperji, influence ali pa inspiracije of all time, če bi mogel 3 izbrati, ne vem, ali pa 3, z katerimi bi lahko sodeloval glasbeno. Jay-Z, J. Cole pa Kendrick. Ok. To si jaz. Nice. Pa imamo še, ne, pomaš pa, ne vem, Black Thought, Royce the 5'9", pač grown man raps. Ja. To je meni inspiracija. Nice. Kak se ti zdi, oziroma kako mnenje imaš na toti new age, new era, hip-hop oziroma rap, vsaj iz Amerike tukaj prihaja, novi soundi, videospoti, besedila niso več tako, ko so bila včasih, ko niti ni bilo refrena. Ne vem, kak gledaš? Mi je to. Jako? Jako mi je, bolje čudno, bolje jako, stari. Okay. Tudi tak, recimo, ko so drill prvič slišali, pa to Pop Smoke, pa to je bilo tako, kaj ne, samo pa je, vidiš, da je malo drugače, pa glas, pa itak vse, pa Lil Uzi, recimo, pa Migosi, pa Drake, stari, vse poslušam to. Vse mi je dobro, pa vsi se čudijo, kako mi je to dobro. Ne, ja, ker zanima me, ker vsaj jaz tuj, ko se menim z folkom ali pa ne vem, vsi večinoma rečejo, ja, danes ni več pravega rapa, danes ni več pravega hip-hopa, vsi kar nekaj palamudijo. Kak niče, co bi drobno pravi rap. Veš, kaj mislim? Ja. Ne smemo ostati živeti v preteklosti, tako bom rekel. Let's go, probamo biti
čim bolj hip, ne, ker se reče tudi hip-hop. Ja. Res je. Ne, ampak dosti krat, ne vem, nekdo, ko prihaja iz, ne vem, prejšnje ere, se čuti odgovornega, da vse malo tiste kvalitete prenese na naslednjo generacijo. Ja, moja kvaliteta, mislim, jaz kaj si želim prenesti je pač to, da je še vedno neka teža v tekstih, ampak razumem, da pač sonično, kot je zdaj, ga pač mali vajbajo. Nič ni narobe s tem. Hvala. Mislim, da jaz ga tudi vajbam na Drejskota, pa ne vem, kaj se veš. Ja. So momenti, ne? Ja. So momenti za muziko tako in drugačno, tako da, kak ti sede, ne? Meni je pa v bistvu zanimivo to, ker se veš, ne, če hočeš nečem biti dober, moraš pač razumeti, ne, tako če si slikar, ne, moraš pač iti pa se učiti zgodovino umetnosti. Ja. To je za mene pač zgodovina hip-hopa, pač novodobna zgodovina, ne. Ja. In še enkrat hip, ne, beseda sama nam govori o tem, da moramo ostati v koraku s časom, ne. Ja. Ne, jaz tako včasih primerjam, ne vem, včasih old school rap, pa danes kaj prihaja ven, probam vse na oboje gledati isto, ker mi isto lahko gledaš ti, ne vem, Mona Lisino sliko, pa gledaš na pol razrezano od Banksija, ko je danes še več vredna, pa je folk tudi, pa je v bistvu pol slike na pol vrezano, ali pa ne vem, kar neka freska, ko noben ne razume od klasičnih, ne vem, slikarjev, pa je glih tak. Jaz se trudim ful recimo dopovedati ljudem, na kak način monetizirati svoj art, ne. No, če začneš art gledati skozi nar, ne, si izgubil. Ja. Ampak forever artisti morajo pač preživeti, ne, na nek način, pač treba ustvariti money flow, ampak to, kaj si zdaj rekel za Banksija, pa to, ne, veš. Stari, pač, Banksy je celi ta movement njegov, ne, veš, to je. Se to kultura že v bistvu. Veš, in kakšne slike dela v kakšnih momentih, na katerih mestih, ne, veš, ne rabi zdaj to biti 100 barov pa to, ampak je message za tem, zato je močno, ne, in take stvari mene pač inspirirajo to, ne. Ne rabi biti perfektno zmiksano, zmasterizirano. Točno to. Recimo en primer stari, ne, zdaj delamo z Masajo en komat, ne, en line bom povedal, upam, da ne je znan. Ampak ubilo me, stari, ko sem čul, reče ženska kao, upam, da prije dan, da ne čutim več diskriminacijo, upam, da prije dan, ko naredim plačati za menstruacijo, stari. In je tako ono, god damn it, stari. Veš kaj mislim, ono girl power, grema, stari, ne, veš kaj mislim, kao cotat ga začni, ne, veš. In taki so malenkosti, ko mi je ful ono inspirirajo, dajo mi zamisliti pač, da ni samo moj pogled na svet, kao, da je pač, da smo si različni in da je cool. To, da je to cool, stari, da smo različni pač. Se ti zdi, da v tvojem poklicu ali pa v privatnem življenju te folk drugače sprejema, zato ker pač repaš o čem pač repaš, si oblečen, kak si oblečen, imaš taki vibe, imaš taki flow, imaš zdaj, ne vem, ali pa slow za kakimi, ne vem, radi, ali pa z malo bolj, kak bi rekel, uglednim folkom težave, da je te kdo sprejal, pa da je rekel, ne, on pa ni v kravati prišel. Ne, mislim, da me pač to pamet pa artikulacija rešuje, pač vse veš, na koncu je vedno, eno je pač first impression, drugo pa je pol, ko se malo sedeš, pa se zaštekaš, ne, pač. Pa ne silim voljen ljudi, ko se ne štekam z njimi. Fora je tudi, da redko kdaj prosim za usluge. Tako da mogoče zaradi tega se mi to ne dogaja. Si mogel iti daj preko sebe? Da si rekel tega pa ne nikoli naredil, pa pač pol zaradi okoliščin? Ja, mislim, da ne nikoli naredil. Ne, stari, tak ne. Šel sem preko sebe, pač, da sem vztrajal na nečem, ko sem že bil recimo full utrujen, pa sem mislil, da ne uspelo, pa sem še vedno verjal. Da bi pa zdaj nekaj kompromisov svoj, pač, kak se temu reče, spet iščem misel. Tudi včasih. Pač svoja načela. Načela. To pa se mi ne dogaja, to pač, recimo tudi na Instagramu ne bom postal nekega produkta, ki ne verjamem v njega, razumeš. Nemaš mi bil zdaj pač neke kremice za ženske, razumeš? Koda MK10. Kaj si mislil, kak se pa ti zdijo pač socialna mreža dan danes? Pomembna za tvoj vlogo, da pač priješ v vsake uhe? Nujno zelo je to pač za mene. Mislim, zdaj mi je že obremenjujoče po vseh teh letih. Zdaj nisem glih konta, imam 12 let že Instagram, podobno sem vsaki dan prežgal Instagram. Veš kaj mislim, pač to je ono, stari, če si preračunam, boli. Fuck load of time. Boli, ne, veš, v resnici bi ta čas mogoče lahko imel diplomo zdaj, ne. Pa nijam, ampak dobro, se nija veze, ne, pač v tem momentu je ne rabim, hvala Bogu, ne, ampak
vprašanje, koliko ljudi je na tak način. Hitro si ono karap noter, da pač nisi produktivn z tem orodjem od socialnih omrežij, ampak si pač... Kao sprošča nas, pa v resnici nas ne. Ja. Tako rečem, nujno zlo, itak, ko so artisti, pa to najlažji način promocije je to, ne. Ja. Ampak moraš vedeti, kdaj je pač gotovo, ne, veš. Jaz imam obdobja tudi v dnevu zdaj, recimo, ne, veš, kdaj se dotikam telefona. Ja, si naredil neki... Ja, jaz imam skozi na do not disturb v resnici. Ja. Oziroma ne, zdaj na vibro, ko me folk kliče, ampak notificationov pa nimam. Ja, valjda. Ne, veš, Ker če ne ti skozi piska, pa... Tako skozi bom. To je recimo bil kar move, da sem si izklopil notification. Si gledal, kdaj vem, da zamaš epe? Ja. Ja, 3 do 4 ure. Samo moraš vedeti, da se tudi pol se meniva tudi o kriptu, pa maili, Ja. pa biznis, pa to. Ja. Drobno sem full, recimo, ta social media screen time. Zato, ker sem si pač razdelil 3-krat na dan, po max pa urce in takrat zrihtam te stvari, ki jih imam za zrihtati. Ja. Meni je full bad včasih, ko pomislim, oziroma žalostno, to je po eni strani, ko vidiš kakega kvalitetnega izvajalca, športnika, kakorkoli, pa ni, ne vem, se ga ne toliko prikazuje ostalim, da bi jih navduševal, inspiriral, ker pač, ne vem, nima zanimivega social media profila ali pa nima toliko. V takem cajtu živimo, stari, veš, vedno je bilo pač nekaj, kar je ločilo zmagovalce od poražencev, ne. Ja. In v tem momentu, recimo, na žalost je pač to, how well can you use social media, ne, za tvoj promo, ne. Ampak to tudi, pač, rabiš kolaboracije, katere lahko postaš na social media, ker tudi če samo selfije postaš, celi cajt ne bo prineslo, ne, veš, pač, gotta do it smart, ne, to je fora, ne. Ne vem, enim pa sede, stari, enim pa ne rajo službo zaradi tega hoditi, pa služijo bajne pare doma, pa veš, ono, kak gledaš, odvisno je o kom se menimo, kdo ima perspektivo za to, se to ti pravim, da vsi smo drugačni, vse je cool, kao, ne. Samo se mi zdi, da splošno gledano, sploh mlajše generacije, pač, vsaj meni se tako zdi, koliko opažam, pa se menim s folkom, folk je vedno bolen. Mladi so vedno boleni, vsi bi ono easy way out, snap ass, ne vem, selfie, pa bomo služili. Tinder pa fuk, ne. Ja, dejansko. Brez pogovora, ne. Mislim, zdaj tak že Tinder, se mi zdi, tak Instagram. Sploh rajš Tinder. Ne, jaz ga nisem ga imel nikoli. Ne. Ampak ja, ne vem, stari. Naši stari so se čudili nam, mi se zdaj čudimo temu, mislim, sami sebi se v bistvu še kar čudimo, ker se v naši generaciji se to v bistvu zamenja, ko internet prišel, smo čist drugače začeli živeti. Ne. Ja. Mali pa sploh ne vejo, ne? Mi vsaj imamo referenco na oni svet, ko so bile kasete, pa telefon na številčnico, ne. Danes je pa vse v enem zaslonu noter, ne. Ja, pa se ti zdi, da smo zaradi tega, tvoja, moja generacija, malo kaj bogatejši, ker smo pač videli oba spektra. Ali bojo pač... Mislim, malo smo lahko srečnejši zaradi tega, ker smo videli, kak so naši stari v bistvu not čike kadili za mizo. Ampak hočem ti povedati, druženje je bilo. Tu včasih se spomnim, ko smo bili mali, je bilo tako ono, ob 7 se dobimo, ne? Veš, pa pokličiš, ali ob 7 si bil tam. Si bil tam. Zdaj pa imaš možnost to preklicati. Veš, pa imaš message 15 minut, jaz ne morem, pa koliko nas to naredi v resnici. Ja, zdaj mi, ko smo se, že v šoli smo se zmenili na igrišču ob 6, noben ni zamujal, če si slučajno doma ostal, si klical koga, se je mati oglasila, ni ga šla na igrišče. So vsi bili tam. Sam smo bili tudi mladi, pa nismo imeli toliko skrbi, tako da je bilo drugače. Ampak se hočem ti samo to povedati, imamo neko to brez telefonsko mladost. Eni starši varujejo svoje otroke, pa jim dajo malo kasneje. Samo jaz ne vem, če me zdaj vprašaš, da sem dobil telefon, ne vem, če je bilo to v 8. klasu. Po moje sem... Kjer je telefon zelo? Mobi Reglo. Nikoli ne bom pozval. Samo ne vem pa kdaj, viš, to je za dobro vprašanje, ne. Jaz vem zdaj, da recimo imajo 9 let stari otroci telefone. Pa še prej. Če jaz vam ne čakaj, pa sta stara, en je, 11, drugi je pa drugi prvi razred. In ne vem, imata iPhone, pa ne vem, Samsunge, Galaxy 9, 10, pač mislim telefone, ko niso džabe, veš kaj mislim. Ne, 9 let stara imata Samsung, hvala ti.
Mi smo pa, pač jaz vem, ko sem jaz dobil telefon, isto bilo, mislim, da 7. ali 8. razred. Pač sem ga dobil zato, če bo kaj narobe. Če mi prižemo pa bajta gorela, pa da bom poklical starše, ne zato, da bom, ajde, luksus je bil, če si imel kačo gorša, ne. Jaz imam Nokia 33, če zdaj si jo našel v kleti. Jaz pilo za ničeno kačo. Res je, dela? Dela, stari. Uje, Polnilec pa vse imam. Nice. Pa ko si lahko ono okoli tipkovnice menjal. Čist drugo je bilo, ne, zdaj pa imaš vse ozadje, pa kaj hočeš gor stari. Ja. Se spomnim, tako je prišlo, si lahko komad za zvonjenje naredil, ne. Ja, To je bila revolucija, ne. Pa, jaz mislim, da smo da, ko si ga lahko kupil, pa je bilo neko polifonično zvenje, pa si bil najjači. Točno to je. We are some old asses, man. Old but gold. Daj mi nekaj reči, najbolj ponosen v svojem življenju trenutno si na nekaj deep mama danes. Pisa ne, dobro je. Moram razmisliti, da veš to polostane, če rečem. Ja. Najbolj ponosen sem na to, da sem uspel si sam ustvariti poklic. V bistvu, ego tripresko, ampak ponosen sem na to, da sem vztrajal. Ponosen sem itak na svoje prijatelje pa družino. Mislim, da tega nisem hotel reči, ker si mi je zdelo preveč bolj, ampak to je prva točka. Ponosen sem na ljudi, ki jih imam okoli sebe, ker jim zaupam, pa mi stojijo ob strani, pa dosegamo pač cilje. Ampak se mi zdi, da vse to ne je bilo možno, če ne bi jaz sam v štartu verjel v sebe. Jaz sem ponosen na to, recimo, odgovor, da nisem obupal. Kaj bi lahko že 100-krat, stari. Ker si tak festrmast ali ker si pač vedel? Ali zagnan si Nisem bil? vedel, hotel sem. Hotel si, Ne, okej. hotel sem pač. Nisem hotel, da fejla, stari. Ja. Pa tudi hitro mi je pol to stekoči kruh, ko smo imeli, sem videl, da so opcije, ne. Veš, ne vem, včasih smo delili denar na 7, ne, jaz sem pa začel razmišljati, začeli solo, ne. Kaj če bo samo moja? Malo manj. Ja. Da ja. Ponosen sem, kaj smo dosegli, koliko v bistvu, koliko se muzike okoli mene generira, pa ne, da si zdaj zaslužen, ampak pač sem neka spajalna točka, connecting point, pač predstavljam ljudi drugemu, ki se mi zdijo, da bi lahko funkcionirali dobro skupaj in dosti krat se ne motim. Ja. Tako da sem mislil na nek način vesel za to, da imam to možnost in zelo uživam v tem, ko drugim uspeva. Nice. Cool. Kako poteka tvoj tipični dan? Ne vem, če ga sploh imaš? Ne, ni tipičnega. Mislim, zbudim se zjutraj, pa valjda kavica, zobre pratne in ta kavica pa maili. Ne. To je vsako jutro je pač to. Ne. Pa različno. Ne. Danes recimo sem imel podelitev diplom na filozofski fakulteti. Jaz sem nastopil ob 9, 11 pa ob 1. Potem sem šel ob 3 na zaključek z partnerji iz Headshopa. Zdaj sem tu ob 5. Tako da je skozi akcija, ampak v resnici je pa skozi neki biznis. Ja, ja. Pa zakonin koncertov je pač še malo športanja vmes. Okay. Komerata. Kaj pa? Boks, basket, Nice. to je to. Nice. Fitness. Nice. Slišal sem tudi, da si fulki sneakerhead. Ja. To količinsko ali imamo samo kakšne ekskluzivne sneakere imaš doma? Ali? Zdaj sem nehal, ne, hordat, ne. Ok. Kje si se ostal, na kaj številke imaš preštete? Na 60 sem se vstal. Fuck. Ja, na 6 parov, s tem, da je od tega 20 parov ziher ne nošenih še, čist novih. Ene stvari so kao, veš, jaz sem to, tako bom rekel, ne. Jemal sem si to štartil kot investicijo, da bom jaz imel kot delnico, ta hude pare kupoval, pa bom pol drage, pa bom pol, ko bolj dražji jih prodajal, ne. 20-30 let, ja, lemeri. Mislim, ne, 20, zraven leto, 2, ne, se to je zdaj že hype, ne, ful, veš, to ne reč dolgo čakati, ne, ampak fora je pol, da se ne morem ločiti, stari. Veš, všeč so mi, pa si mislim, pa kaj pa, če bom hotel budka, in pol na koncu bi šel do tega, da je bilo tega pač že preveč. In pol so one ta drage, sem lifro. Si lahko? Ja, mislim, glupo je, ker sem pol ugotovil, da jih niti sam nemam v ker so bili tako dragi, da se mi zdi glupo jih imeti v Mariboru. Ja. Veš, ali pa nekaj, bedno je. Ja, ja. Veš, mislim, to je ta, recimo,
Supreme hype, recimo, ne. Ja, folk Zato 3 dni v Uni sedi. sedi. Louis V ali pa v Gucci, stari, ker pač ne zdi se mi to primerno za naše okolje. Razumem ljudi, ki jim je to kick, meni ni. Jaz se napalim na luksus. Moj največji luksus je Jordanka, stari, razumeš. In na koncu dneva isto hodim v šuhu za 100, 200 ali pa za 5. Patike, ja. Zdaj pa, da bo nekdo mi rekel, wow, kaki hudi šuh, imaš pa, da me za to par ur, fucking ti, kaj boli gore. Si imel slučajno kdaj ali pa še imaš kakšne take bolj, prestižne, pač kao limited edition verzije ali pa kaj tega? Te neke, včeraj si imel bute glih, ne vem, če si videl. Sem videl. To je Paris Saint-Germain kolabo, to so na reflu enem, bilo težko dobiti ful. Pol imam kobike protro, stari petkico, pa ene rumeno-črne dankice, ko sem hotel cecajt metodu v tango, veš, one take. Ja. Pa, mislim, ne vem ti zdaj paro naštevam, ampak imam, imam. To bi lahko komod podpis gor, pa lifr kakim ekstra fanom, ali? Ne vem. Mislim, da bi moj podpis dal večji, mislim, da Vola, da bi. Če so čiste. Bi, 100% bi. Odgovor na to je, ni mi treba tega početi, zato tega ne počnem. Edino, kar im je plac v omari, no, to pa najem, ne. Okay. Kako se ubadaš oziroma odzivaš na to, pač da si, pač poznan si, mislim, greš po mestu, te folk poznate, pozdravi, ne vem. Se menim s folkom. Ok, ti ni bad, mislim. Mislim, ni mi bad. Nikoli mi ni bad, kdorkoli me pozdravi, se z veseljem z njim pogovarjam. Probam se čim manj nositi v resnici. Okay. To mi je tak pač cilj, ker mi mene repere, ko so boga zajci pri mi. Pa naduvani. Pa ker repajo, stari. Kaj, mislim, kaj? Ja, kaj? What did you do in your life? Ja. Write some text, huh? Tako da ja, več je od life od to, da tako smo se prej rekli, zato sem tudi nehal cenim to biti najboljši reper. Ja. Kar še vedno ne pomeni, da si ne mislim, da sem najboljši reper. Mislim, če bomo šli repati, bom prav dokazati, da sem najboljši. Ja. Ampak pač ni mi za to več vodilo pa kike. Freestylaš, mislim, freestyle ali pa battle, še kaj? Samo ko sem pijan. Samo si pijan. Pa še to sem za pravo ekipo. Ok. Kaj si mislila? Potoval si tu ful, ko si bil mlad, ba je? Ja, živel sem na Tajskem 3 leta, pa 2 leti v bistvu v Abu Dhabiju pa v Dubaju. To je starije delo, najprej za metalno, pol za hidromontažo, pa je bil vodja nekih gradbišč, pa je z mamo zvel poleg, pa smo živela tam. Nice. To je bilo good, ja. To smo se glih prej menili, smo isto stvar vprašali tam, sem rekel, da je super, ker je bilo najprej Azija, pa arabski svet, veš, pa dobiš malo percepcijo tega, da nismo vsi isti že pri mladih letih, ne, veš. In to mi je v bistvu dalo pol to odprtost, v bistvu sem tudi iz tega hip-hop okvira lahko prišel, da sem gotovil, da so v drugih žanrih pač tudi cool ljudje, ne. Ja. In to mi je bolj prineslo band, ne, veš. Ja. Vse to je pač za neke pač točke, ki so na koncu prišli do tega, da smo pač še več začeli služiti. Ja, štekam, ja. Ko poslušaš, kaj največ poslušaš? Kako hip-hop? Slovenski, francoski, ameriški? Tudi, nemški. Nemški? Res? Ja, stari. Ok, svaka čast. Švabe ful poslušam. Ok. Samo ne to, kaj celi Maribor posluša, to Jesus, Einach, Sieben Straßenbande. Kaj pa ti poslušaš? Šindija poslušam. Ja? Poslušam Semi Deluxe, pa taki, mislim, ful iščem neki taki, Jekyll reče middle child shit, ne, veš, ko je pač povezava med starim pa novim, pa da je neka muzika, da je nekaj več, da nisem loop, pač neki trepiš, pa da se nekdo dere preko. Pač. Čeprav to dobri je dan, ko mi je pune všeč. Itak. Daj mi reči, s kom, če bi lahko, bi sodeloval glasbeno? Od Slovencev? All over, ne veze. Lahko je producent, naraj biti, ne vem, pevec ali pa karkoli, ne. Ja, to misliš, pa ne vem, Vlado Kreslin, Magnifico, Adi Smolar, stari. Nice. To grejo pač to te old school zdaj, drugače pa, ne vem, večina teh, to kot ti zdaj tudi naštevam, delamo na tem, da se bo to zgodilo, ne, čeprav vse se ziher ne morajo resničiti, ampak ne razmišljam v resnici o tem, nimam zdaj že želje, da bi z nekom svetovnim naredil komad, da bi to, sploh ne grejo mi misliti, zato ker si mi zdi, da imam itak že preveč dela, pa če sem čisto iskren, ne,
ne hotel biti bolj znan. Ok. Bi ti bil It's bad, da bi... enough, bro. Ok. Veš, sploh, če se zdaj v Mariboru živim, pač, prej sem bil v Ljubljani, pa ni bilo to tako očitno, ne. Ja. Je pač, Maribor je ipak malo manjše mesto, pa itak te že prej vsi poznajo. ja, ampak se ti pravi, tako sem ti prej rekel, nič mi ni težko, nič mi ni. Samo včasih si v svojih mislih, ne, pa greš svoj, pa nekaj razmišljaš, pa to preseka, pa pol nekaj pozabim, pa to, ne. To edino je to, kar me moti. Ja. Pa, I love my people, ne, se veš, pač zaradi svojih fanov, pa zaradi tistih, ki me podpirajo, sem danes tukaj. Ful pogrešaš koncerte, pa live nastope pa tam. Ne, stari, pa jutri imamo vaje, ne vem zakaj, Ok. ampak zato, ker se nam špila. Pač. Ok. Čeprav ne, se imam, upam, da gre skozi, blokirali so me za Zlato lisico, za številke, ko boš zrebali, da bi imeli tam koncert, tako da upam, da parem to ne odpadlo. Nice. Pa da bo sneg, da se spelalo. Ja. Mislili smo, da bo za na trgu kao tudi špili, pa imamo toliko različnih informacij, da sploh več ne vem. Da ne veš, ja. Ja, so nam rekli, kao, da ne, pa da ja po Božiču, oni ko ste bili blokirani po Božiču, pa jaz sem se nekaj za 28. menil, tako da vse je nekaj v luftu, veš, kaj mislim, sploh ne vedo, kaj se bo zgodilo. Zaradi covida pa cele situacije kaj so se ti načrti spremenili, si se mogel ful prilagoditi, drugače gledaš na stvari. Ja, jaz sem čas to, da raziskujem neke nove stvari, ki me zanima. Ker drugače bi šopali špile zihe, če sem 2 plati dropno, veš, da bi to bi zagorelo celo. Hvala. Veš, da sem pač mogel nekaj druga in pač tukaj smo se na začetku pogajali, pač kripto, NFT, pa pač to streamanje in urejanje področja avtorskih pravic od internetnih pravic. To so zdaj moji top 5 topiki, recimo, če sem jih 15 štel. Nice. V kripto svet, pa tudi v NFT si se kaj Orang vrgo, kakaj vložke, pa kaj nabaval? Ne, nič kaj. Nisi bajte, Mislim, zakreditiral, tako eni. Mislim, Orang, pač enemu je to, kaj sem jaz dal not Orang. Ja. Pač ne, ampak pač ni za to neki full narkli, če gledaš, glede na to, kaj ostali počnejo. Ampak ne razumem v resnici, to sem gotovil. Ja. Mislim, razumem, ampak niti ni tako daleč, da bi lahko bilo apelirano v naš svet, če me Štekam. kaj sem hotel povedati. Razumem tam v Ameriki, da to funkcionira, ne vidim pa to tu funkcionira. Saj ne še zdaj. Ja. Samo smo spet mi pa reče, to ti friend, ko se menim to z njim, mi reče, je pa vse na internetu. Ja, pa ima point, ne? Ja, ima point, ne? Samo pa smo pa spet tu, ne, da mu rečem, ja, pa zdaj imam muziko v Sloveniji, ne, zdaj če imam NFT, ja, pa recimo, da to nekdo kupil, zato ker ti slovensko repaš, pač ne, ampak ne vem, razmišljal sem recimo res to, da bi Šmond Remix, ne, v NFT spremenili, ne, veš. Samo to je spet tako, koliko jaz razumem, ti ko enkrat ga kupiš, ne? Ja, pa naj ga nekdo kupi, pa samo bi dal milijon cena. Ja, veš, naj dal, ne vem, 250 €, dal bi pune. Ja, in pol bi recimo, ko bi ta milijon dobo, bi vsakemu od nas dal 125 000. Veš, kaj mislim? To bi bil kick, to bi recimo bil kick. Ne vidim, ne predstavljam si, oziroma ni ljudi, ki imajo ta denar, ki razumejo slovensko in so interesirani za hip-hop. Ne poznam jih, pa verjetno bi jih zdaj že poznal. Ali pa so, mislim, ne moreš vedeti. Ali pa ne vem, ali pa upam, da bojo kakšni mladi kriptomilionari prišli, pa se bo to zgodilo. To, v resnici imam to upanje, ne. Ja, če kripto pukne, jaz sem prvi, ko kupim njega NFT. Daj mi reči, prihajajoči projekti, s kakimi datumi ali pa ne vem, kaký big news? Ne, bro. Nič kaj? Mislim, ne morem ti reči, Okay. če bi ti reči, mislim, tak je. Lahko ti to povem. Delam novo plato, ki se bo imenovala Ljujezen. Okay. Pač ni ljubezen, ampak je ljujezen. In ljubavni komadi, ki to niso. Okay, nice. Ne, ta je point. Muzika full ljubavna, ampak ne za prostaško karkoli, ampak on sam real shit. Ja. Ni za ti, da ko babika posluša to, je ona cela slapi že, ja. Ampak je pač bombanje v glavo, ne, pač sam svoje črne misli procesiram, ne, veš. Ja. Tako da to delamo, to je plan. Zdaj, glede na naslov, je bil cilj Valentinovo, Okay. ampak jaz mislim, da bo korona še vedno in je on sam stupid shit, če dropnem že 3. album med korono. Ja, bo že malo tak stari. Tak smo pol na koncu. Veš, ker zakaj to govorim, ne? Recimo,
ponavadi se zgodi, da ko dropnemo album, Ja. je pol ziher 10-15 špilov, ne? Ja. Veš, in zdaj pač tega ni in tisto je generiralo, tisto je pokrilo celi tisk, vse, Valjda, ne, veš. valjda. Zdaj pa je bilo tako v bistvu dvakrat, da je šlo vse iz mojega žepa, ne. Fuck. Pa je dobro, se ni za spet to neki, ne vem, ogromen strošek, ampak na koncu si tako v bistvu delaš to, da rasteš, ne, Ja, veš, ja. Da napreduješ, da se učiš biznisa in zdaj se pač ne moreš učiti biznisa. Točno to. Ne, veš, to je problem, ne. Pa prej, ne vem, in kanko si ga dobo, pa se ti je pokrilo in si lahko investiral v novo stvar, pa v novi projekt, ne, in je hitreje zlaufalo. To sem pa zdaj šel, tako sem rekel, šel tudi pač malo pogledati internet currencies. Se ti zdi, da bo še dolgo tak, tudi COVID shit pa to? Nimam pojma, kaj ti ne rečem na to. Upam, da ne, mislim, da ja. Ja, ja. Tak. Ne kaže nič dobro, stari. Ja, Katera bolj- črka je zdaj Omikron že? Ja, zdaj že Kdo, kao kaj- četrti kaj- ali peti val. Kaj je naslednja črka? Fuck, cela abeceda mu dol rukni. Kaj je? Kak je zadnja črka? Gama, ne, delta. Kaj je pa zadnja črka, kak sem Nismo latinice, latinščina. To je grško, ni grško, to je alfa. Grško? Omega, alfa in omega, Alfa sorry. in Ja. omega. Omega je zadnja, ja. No, ko bomo do omege prišli, bo konec. Fuck. Da zaključimo, kaj bi dal svoj nasvet mladim, ni nujno glasbenikom, ampak to, kaj si se do danes vse naučil, dal skozi pluse, minuse, vzpone, pace, kaj bi nekomu mlademu, ko stragla, povedal, svetoval. Ja, če hočete biti res srečni v življenju, ne, potem morate početi to, kar ste že v otroštvu radi počeli. In na nek način svoj talent probate razviti do tega, da lahko tega tudi denar služiš. Nikoli nisi srečen v resnici, če hojiš službo pa delaš za denar. Ne? Plus moj nasvet je to, težko je to nekomu reči, ki ga nima, ne? Ampak denar ni, pač naj ne bo to motivacija. Naj bo motivacija ustvarjanje, kreativa, pa predvsem, da verjamejo v sebe. Ker če ne bojo oni, pol doben drugi. No. Res je, strinjam se. Marko, hvala ti. Super pogovor, hvala ti. Hvala tebi. Tako ste slišali, MK danes z nami, čeknite ga na vseh social media platformah ali pa v živo, če ga vidite. Hvala. Pisal, ja. Zakon je bilo, no? Ja?